Molimo. Vsemogočni, večni Bog, Ti uravnavaj naša pota, da bomo vedno združeni s Tvojim Sinom in bo naše življenje polno dobrih del. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, spominjajte se prejšnjih dni, v katerih ste razsvetljeni prestali velik boj v trpljenju, zdaj v sramoti in stiski stavljeni v zgledovanje, zdaj tovariši tistim, katerim se je tako godilo. Tudi z ujetniki ste imeli sočutje in z veseljem ste prenesli zaplenitev svojega imetja, vedoč, da imate boljšo in neminljivo posest. Ne zavrzite torej zaupanja, ki ga čaka veliko plačilo. Potrpežljivosti vam je namreč treba, da izvršite Božjo voljo ter dosežete obljubo. Še malo, malo in prišel bo, kateri mora priti in ne bo odlašal. Moj pravični pa bo živel iz vere. Če se pa odtegne, ne bo z njim zadovoljna moja duša. Mi pa nismo izmed tistih, ki se v svojo pogubo odtegujejo, ampak izmed tistih, ki verujejo, da si tako rešijo življenje. To je Božja beseda. Rešitev za pravične pride od Gospoda. Upaj v Gospoda in delaj dobro, pa boš prebival v deželi in užival varnost. Imej veselje v Gospodu in dal ti bo, česar si želi tvoje srce. Pride od Gospoda. Izroči svojo pot Gospodu, upaj vanj in on bo storil. Dal bo, da zasije kakor luč tvoja pravičnost in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina. Rešitev za pravične pride od Gospoda. Gospod utrjuje korake pravičnemu in njegova pot mu je všeč. Če tudi pade, ne obleži, Gospod mu namreč podpre roko. Rešitev za pravične pride od Gospoda. Rešitev za pravične pride od Gospoda, ki je njihovo pribežališče v stiski. Gospod jim pomaga in jih rešuje, ker se zatekajo k njemu. Rešitev za pravične pride od Gospoda. Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti Božjega kraljestva. Aleluja. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus govoril množicam: z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki je vrgel seme v zemljo. Sam spi po noči in ne bdi po dnevi, seme pa poganja in raste in on sam ne ve kako. Zemlja poraja sama od sebe, najprej bilko, potem klas, nato polnožito v klasu. Kadar pa sad dozori, pošlje takoj srp, ker je čas žetve. In govoril je, čemu naj primerjamo Božje kraljestvo, ali v kakšni priliki naj ga ponazorimo. Kakor gorčično zrno je, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko se pa vseje, raste in postane večje kot vsa zelišča in naredi velike veje, tako da morajo ptice neba prebivati v njegovi senci. V mnogih takih prilikah jim je oznanjal nauk, kakor so ga mogli umevati.
brez pridike jim ni govoril, svojim učencem pa je posebej razlagal vse. Kristusov evangelij. Znan evangelij in tudi prispodoba o gorčičnem zrnu, ki je majhno, zelo majhno, potem zrase. Prispodob in podob je veliko v evangeliju in tudi v Svetem pismu. In Jezus kot razlaga, kot beremo tudi v teh dneh v Markovem evangeliju, veliko govori o tem. Ker vsi vsega ne razumejo. Ne razumejo, če niso odprtega srca. In za prispodobe je treba biti odprtega srca. Ampak kaj ta prispodoba tako pomeni? Zakaj ravno gorčično zrno? Jasno, zato ker je najmanjše od zrn, ki ga kmet niti ne opazi. Poljedelec ga niti ne opazi, celo zbeži iz njegovega nadzora, ga nima v nadzoru, ampak vseeno zrase. To pomeni, da odvisi od Boga. To je taka lepa prispodoba, zakaj ravno to izbrali, ker odvisi od Boga in zbeži izpod našega nadzora. Torej lahko ne vidimo, lahko je manjše kot noht, pravijo. Je pa zrno za vrt. To vemo, da vrt je zelo pomembna stvar. Zakaj? Zato, ker ni samo park z lepimi drevesi, ampak je z zelenjavo, sadjem, torej je kraj za življenje, ki obrodi to, kar človek rabi za življenje. Poleg tega še gorčica je tudi da okus. Damo na meso, ker da okus, vidite. Koliko stvari lahko povežemo, rečemo, zakaj ravno to prispodoba. Vse so še druge rastline verjetno, značilne tudi za te kraje sredozemske, vendar lepo pove o Božjem kraljestvu, za življenje. Zelo majhno, je pa močno, ker zrase. Od vrtnih rastlin je morda največje. In ne samo to, daje zavetje. Zavetje pomeni dom, varnost in to je Božje kraljestvo. Komu? Vsem, ki pridejo pod njegove veje, ki se naslonjajo, sedejo na njegove veje. Je senca. Vidite, kako je Božje kraljestvo. In v to Božje kraljestvo smo povabljeni, da zaupamo. Ker predstave na Božjega kraljestva ali pa idealnih pogojev življenja, ali pa idealnega Boga, ali pa tudi idealne duhovnosti, jih je veliko. Tudi danes. Ne samo v preteklosti, v daljni svetopisemski preteklosti. Tudi danes. Veliko. Ampak katere pa od Boga? Tista, ki ne vidimo, ampak je. Je potrebna vera, zaupanje. Zelo lepo pove Pavel v pismu Hebrejcem, ki smo ga prebrali. Reče, ste vse oddali tem prvim kristjanom. Vse ste oddali, tudi premoženje celo. Zdaj pa ne obupati, zakaj ste to oddali? Zaradi vere, zaupanja v Boga, v njegove obljube, v Božje kraljestvo. Ampak zdaj pa ne obupati, ker če ne ste vse dali za manj proč, se vsemu za manj odpovedali. Zaupati, verujte do konca, ker Bog bo to polnil. Bo naredil, da tisto gorčično zrno bo postalo drevo, tudi 3 metre visoko in bo naredilo vse to, kar ima za narediti. Življenje, okus, varnost in tako naprej.
K temu smo poklicani. Vidite, torej ena taka beseda je danes gotovo pomembna iz te Božje besede vira, ampak tudi potrpežljivost, ki nam pomaga k viri. Ali pa je tudi sad vire. In prva kitica psalma, ki smo brali, je tudi zelo močna. Pravi, upaj v Gospoda, bodi potrpežljiv in delaj dobro in bo vse dopolnjeno. Dobro smo poklicani, da delamo dobro in ne slabo. In potem je že raj na tem zemlji, če delamo dobro. Ne? Je že na tej zemlji. Ampak delamo dobro, če upamo in zaupamo. In če verujemo. Če ne je težko. Zakaj? Ja, ker se bojimo. Ker tistega zrnca ne vidimo. In ne vidimo, ko raste. In mislimo, da ni nič. In mislimo, da Bog je pozabil na nas. Ampak če pa verujemo, zaupamo, če smo potrpežljivi, bo Bog naredil. Na nas je samo to zaupanje in da delamo dobro in ne slabega. In to je tako lepo znamenje vire naše, pa tudi razodetje, naše razodevanje, da slonimo na Gospoda, da smo vanj zakorenjeni, da zaupamo vanj.